Renault ima s tem avtomobilom zanimivo reklamo, v kateri pravijo, da bomo moški vedno ostali moški. Ko se žena in mularija spokajo iz avtomobila in v njem ostanejo samo še prijatelji, takrat si radi privoščimo, kako ne rečem, malce oddiha. No in takrat oprema Bose pride zelo prav. Ime je seveda dobila po audio sistemu, ki je v tem avtomobilu res odličen. Ker pa to ni dovolj za najvišji spisek opreme, ima takšen Scenic še usnjeno oblazinjenje, nekaj logotipov in velika ter opazna platišča, ki meni osebno sicer niso najbolj všeč, ostali pa so jih kar pohvalili. Ker smo v samem avtomobilu že večkrat povedali praktično vse, naj se tokrat lotim le posebnosti in novosti. Predvsem ciljam na menjalnik s kratico EDC, gre torej za dvosklopčni menjalnik. Takšni niso sicer nobena novost, so pa novost za Renault. Ni tako hiter, kot so hitri nekateri menjalniki pri drugih znamkah, je pa zato od marsikaterega bolj uglajen. Kot Francoz tudi mora biti. Lepo potegne z mesta in ne cuka, se tudi ne sme, da ne boste dremajočega otroka na poti v vrtec zbudili že na prvem semaforju. Ker ima menjalnik suhi karter, je primeren le za motorje z manjšim navorom, torej za takšnega 1,5-litrskega DCI-ja. Z njim ni posebej živahen, je pa spodobno hiter, da ne boste imeli občutka podhranjenosti. Poraba je zmerna med 6 in 7 litrov. Če na hitro ponovim še ostalo, prostora je dovolj, položaj za volanom je tudi dober, avtomobil je prilagodljiv in med udobnejšimi v tem segmentu. Zopet pa lahko pohvalim še pametno kartico, ki res odlično deluje. Le ledvena opora na sedežu se nenehno vrača v osnovni položaj in zadaj stalno kaj škripa. Je pa zato ostalo izdelano zelo dobro. O bogati založenosti paketa Bose sem si na trenutke vseeno zaželel več moči, a bi gledano pod črto v Scenicu raje imel toliko moči in ta menjalnik namesto ročnega. Je pa res, da 27 tisočakov za vse to sploh ni malo.